zato gostujemo v različnih primorskih krajih. Danes smo veseli in počaščeni, da se vsaj en del dogajanja, čeprav virtualnega, lahko odvija v Gorici, v kulturnem centru Lojze Bratuš. V želji, da bi naredili 30. Primorske slovenistične dneve slovesne, smo odprli vrata in povabili k sodelovanju res širok krog posameznikov, društev, dijakov in učencev. Ljubka Šorli, njeno življenje in ustvarjanje je vpeto v prostor, kjer živimo, ne glede na mejo. Zato je njena poezija rdeča nit današnjega večera. Prav ta poezija nocoj na edinstven način povezuje vse nastopajoče. Današnji večer je namenjen vsem, ki ste v teh letih na kakršenkoli način sodelovali s slavističnim društvom Nova Gorica, vsem, ki vam je ljuba spevnost in lepota našega jezika. Vsem nastopajočim, vsem, ki ste sodelovali v nastajanju današnjega večera, se zahvaljujem za odzivnost in vloženo delo. Posebna zahvala gre profesorici Nežki Černe-Gec, ki je koordinirala program, in profesorici Sonji Žežlina za izbor besedil. Vsem, ki ste danes z nami, želim lep večer v upanju, da se bomo še srečevali. Hvala lepa. Hvala, gospe predsednici. Pozdravila pa nas bo tudi predsednica Kulturnega centra Lojzeta Bratuža, gospa Franka Žgavec. Prav lepo pozdravljeni v imenu Kulturnega centra Lojzet Bratuž iz Gorice, večnamenskega kulturnega središča, ki je ponosen, da je poimenovan po Lojzetu Bratužu, žrtvi fašističnega nasilja in simbol trpljenja goriških Slovencev. Prav lepo pozdravljam organizatorje 30. slovenističnih dnevov v Novi Gorici in vse nocojšnje nastopajoče, ki bodo oblikovali večer s poklonom naši goriški pesnici Ljubki Šorli. Družina Bratuž je s svojim vsestranskim aktivnim kulturnim delom sooblikovala naš prostor in z velikim trpljenjem zaznamovala stoletno zgodovino goriških Slovencev. Začenši z začetom Lojzetom Bratužem, skladateljem, organistom, zborovodjem, ki je v svojem srcu zvesto ohranjal zakoreninjeno narodno pripadnost slovenskemu narodu. Gospa Ljubka se je po težkih življenjskih preizkušnjah vključila v naše kulturne ustanove in organizacije, aktivno sodelovala, pisala, poučevala. Redno je pesnikovala, o čemer priča njena bogata zapuščina. Gospa Ljubka, dokler je zdravje dopuščalo, ni zamudila nobene kulturne prireditve. Bila vsestransko aktivna in na razpolago za katerokoli prošnjo. Vsak njen nastop ali njena beseda je bila vedno polna miline, lepote in dobrote. Zgled Ljubke Šorli je bilo življenjsko vodilo tudi za hčerko Lojzko Bratuž, profesorico, glasbenico in literarno zgodovinarko. Pa tudi Andrej Bratuž, filozof, kulturnik, šolnik, publicist, glasbenik. V stoletni življenjski zgodbi družine Šorli Bratuž se zrcali tudi zgodba naše skupnosti. A njihovo družinsko življenjsko pričevanje pripadnosti slovenstvu, pokončnost tudi v nesprejemljivih razmerah, spoštovanje drugače mislečih, delitev osebnih darov s skupnostjo, spodbujanje k razvijanju in ohranjanju naše kulturne bogate zgodovine, redna prisotnost v naši sredi, vsestranska moralna podpora, spremljanje in veselje ob vsakem uspehu so vrline, ki morajo biti in ostati bogata dediščina naše skupnosti. In da ta del te stoletne zgodovine, s katero je tesno povezana družina Šorli Bratuž, ne bo šel v pozabo, si v Kulturnem centru prizadevamo, da bi uredili spominsko sobo, da bo ohranjeno in na ogled tudi njihovo delo bodočim generacijam. Hvala lepa vsem in prijetno nadaljevanje nocojšnjega večera. Hvala, gospe Franki Žgavec. Čeprav smo ujeti v svoje kabinete,
si želimo, da bi nas nocojšnja prireditev vsaj za trenutek izvabila iz udobnih sedežev in nas popeljala v tiste skrivnostne daljave, katerih najzvestejši ključ je umetnost. V prvem delu se bomo prepustili verzom pesnice Ljubke Šorli, nato pa nas bo objela glasba. Za konec nas bodo nagovorili še mladi ustvarjalci. Ker zaradi vsem dobro znanih razmer drugače ne gre, se bomo tokrat poslužili vnaprej pripravljenih posnetkov. Nekateri so bili pripravljeni prav za to priložnost, drugi pa so starejši. Ker bomo zavrteli kar nekaj posnetkov, vam priporočamo, da na svojem računalniku poskrbite za regulacijo zvoka. Nocojšnji kulturni sprehod začenjamo z Mladimi močmi. Zapele nam bodo sestre Kobal. Dekleta prihajajo z Ajdovskega in že od mladih let gojijo ljubezen do petja v različnih pevskih sestavih. Kot ženski tercet pa nastopajo zadnjih nekaj let in se udeležujejo različnih pevskih prireditev širom Slovenije. Pojejo pesmi vseh vrst, od klasičnih in narodnih do sodobnih in popularnih. Nocoj se nam bodo predstavile skladbo Škrjanček poje, žvrgoli. Škrjanček poje, žvrgoli, se bivga dneva veseli. Škrjanček poje, bili dan, pozdravlja hrib in plan. Škrjanček poje, bili dan, pozdravlja hrib in plan. Kjerkoli sem hodil, kjer sem bil, pa take nisem še dobil. Tam lahko pel galičenca, pa srca usmiljenega. Tam lahko pel galičenca, pa srca usmiljenega. Kjerkoli se midva srečava, prav milo se pogledava, se solzne znojne soči, se to ljubezen stri. Se solzne znojne soči, se to ljubezen stri. Pesnica Ljubka Šorli je s svojim delom in življenjem pustila neizbrisen pečat na Goriškem. Na pobudo našega društva se je Goriška oddolžila njenemu spominu s postavitvijo spomenika leta 2013 v Novi Gorici. Na podstavek kipa smo zapisali: pesnici upora, upanja in ljubezni. Gospa Marija Mrcina pa pravi, da bi morali poleg teh besed izklesati še ljubeča mati, žena in mama, vzorna učiteljica, urednica otroških revij in pesnica, obdarjena z milino in notranjo močjo, Tolminka, Goričanka, Slovenka. Ženska, ki je tudi v najhujšem trpljenju in ponižanju ostala zvesta sama sebi in svojemu rodu in verjela v smisel življenja. Pesnica je bila v literarno-zgodovinskem določanju nekaj časa odrinjena na stranski tir, kar pa danes ne drži več. Pri zbiranju, preučevanju in prvih izdajah njenega dela ima največje zasluge novogoriški bibliotekar Marjan Brecelj, ki je zbral in uredil pesniško zbirko Izbrane pesmi leta 1973. Študije o njenem delu so pisali še mnogi drugi. Leta 2000 je Slavistično društvo Nova Gorica priredilo simpozij o Ljubki Šorli in kasneje izdalo zbornik Pogovori srca z avtobiografijo in prispevki pomembnih avtorjev.
Moja pesem ne utira novih, drznih si poti. Stvarstvo Božje v vseh odtenkih njenim strunam govori. Ne potaplja se v globine in ne sili v visočine. Skozi srečo in gorje pesem moja eno išče. Pot človekovo svetišče, ki mu pravimo srce. Tako je svoje pesniško poslanstvo ubesedila Ljubka Šorli. Z zanosom poje o domu in domovini. Govori o ljubezni, govori z mehkobo, včasih z melanholijo, včasih s silno bolečino, spet drugič otroško razposajeno in vedro. Zelo rada je zahajala v naravo, navdih za številne pesmi za otroke in odrasle je našla Ljubka prav v naravi. Vse zatopljeno je v sanje, daleč so misli vsakdanje. Bori molči. Nekaj se v njih je zganilo, nekaj iz sanj prebudilo moje srce. Kakor da temni spomini v gozda skrivnostni tišini mimo beži. Več kot 200 Ljubkinih pesmi je uglasbenih. Uglasbili so jih njen mož Lojze Bratuš, nato Vinko Vodopivec, v sodobnem času pa Štefan Mavri, Patrik Kvadžato in drugi. Ko smo se lani pripravljali na Primorske slovenistične dneve, smo že začeli z vajami za njeno velikonočno v belo jutro. Žal je naše načrte preprečila epidemija. Če smo pesnico Ljubko Šorli že spoznali skozi besede, prisluhnimo še, kako zveni, ko se njena besedila prelijejo v note. Slišali bomo glasove otroškega pevskega zbora osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, ki nam bodo pod vodstvom zborovodkinje Milene Prinčič zapeli skladbo Kukavici. Sledi nastop sester Kobal, ki bodo izvedle skladbo Majnik. Glasbo za obe skladbi je napisal Patrik Kvadžato. Med glasbenima točkama se nam bo z recitacijo pesmi Otožnost pridružila še dijakinja Šempetrske biotehniške šole Maruša Komljanec-Ban. Nad cesto breg s ciklami posejan, z opojnim vonjem bolne misli zdravi, kot hladni vir popotnika v puščavi, nedaleč breze sanja v tihi dan. Med travo še zeleno tu in tam, preprost podlesek kvišku pogleduje, za sončni žarek plaho moleduje in skoraj čudi sivim se meglam. Na žici lastovice so zbrale se na zadnje zborovanje. Kako srce boli njih ščebetanje, v valjavah čaka tujih ne bo. Iz leta v leto in iz roda v rod ponavlja se življenje brez prestanka.
usoda, ena sama je neznanka, med boji, strahom, upi večna pot. V rodnem gnezdu lastovnica, ščepeta veselo. Da sončece domače joclej pogrelo, da igrišč divane praznično dišijo. Sredi teh konjav metulji tiho se lovijo. Ona, ki jo majhni klepi, vse povsod proslavlja. Zdaj, družine in domove naše blagoslavlja. Ljubka Šorli se je rodila leta 1910 v Tolminu. Odraščala je v nemirih dneh, v okolju, ko je bila slovenska beseda preganjana. Svoje prve pesmi je Ljubka objavila leta 1927 v ilegalnem ciklolistnem lističu Soča. Prva njena natisnjena pesem pa je izšla v reviji Mladika leta 1929. Leta 1933 se je poročila z učiteljem, glasbenikom, skladateljem in organistom Lojzetom Bratožem. Živela sta v Gorici, kjer sta se jima rodila otroka Lojzka in Andrej. Zakonca se nista dolgo veselila skupne sreče. Lojze Bratuš je bil priljubljen zborovodja, kar je fašiste zelo motilo. Bil je ena najvidnejših osebnosti v takratnem glasbenem življenju in ustvarjanju na Goriškem. Lojzeta so večkrat zasliševali, mu grozili in ga zaprli. V božičnem času leta 1936 so ga po maši skupaj s še nekaterimi pevci prijeli fašisti. Lojze Bratuš je moral spiti strojno olje, pomešano z bencinom. Dogodek je pretresel njegove najbližje in celotno slovensko skupnost. Zadnje tedne svojega življenja je ležal v goriški bolnišnici. Pisatelj Boris Pahor je v noveli Rože Zagobovca opisal, kako so ga nekaj dni pred smrtjo na skrivaj pod oknom bolnišnice obiskali fantje in zapeli priljubljeno pesem Kraguljčki. Tudi Ljubka je o tem pripovedovala. Pripovedovala pa je tudi o silnem miru, ki je prežemal glasbenika, pa o ljubezni in veri, ki jo je premogel. V okna veter se težak zaganja. Oh, kako nocoj je dolga noč. Modra luč po stenah sence riše. Vmes zajeda smrtna se nemoč. Monotono pojejo kraguljčki. Pesem moja, ali slišim prav? Moji fantje, moji dobri fantje zadnji mi pošiljajo pozdrav. Ni za sveto stvar težko umreti, a še mnogo, mnogo dal bi rad. V grob s seboj po sili hudobije, neizrabljen neso bom zaklad. Lojze Bratuš je umrl februarja 1937, dober mesec in pol po prijetju. Na zadnji poti ga niso spremljali zvonovi, tudi pesem se ni smela oglasiti. Spremljala ga je samo tihota. Tudi pisatelj Alojz Rebula je Lojzeta Bratuža zelo cenil. O njem je rekel: življenjska partitura Lojzeta Bratuža je vsa v enem svetlem ključu, v ključu ljubezni. Da pa spokojnega trenutka ne bi spremljala tišina, kakršna se je po goriškem pokopališču razlegala na dan Bratuževega pogreba, bomo spomin nanj nocoj počastili z Mozartovo skladbo
Ave Verum. Izvedla jo bosta župnijski mešani pevski zbor Šempeter pri Gorici in godalni orkester Nova. Dirigiral bo Bogdan Brecelj, sin Marjana Breclja, ki je bil velik poznavalec Ljubke Šorli. Po tem strahotnem udarcu je bila Ljubka zaradi narodnega delovanja aretirana in mučena v tržaških zaporih, nato pa zaprta v taborišču v Zdravščini. Kljub vsemu je imela še dovolj moči, da je dokončala učiteljišče in po drugi svetovni vojni poučevala na slovenskih osnovnih šolah v Italiji. Več desetletij je urejala mladinsko revijo Pastirček. Šorljevi je bil zelo ljub sonet. Napisala je tudi 2 sonetna venca. Oba imata akrostih. Prvi Lojzetu Bratužu, drugi Neizpovedana ljubezen pa je posvečen materi. Tematika rodnega kraja Tolmin in njegove okolice, Soče in obsoških krajev se pojavlja v številnih pokrajinskih pesmih. Poseben pomen ima v njeni liriki vera. Pogosto se zateka k Mariji, težave in bolečine izroča v njeno naročje. Bogu prinaša svojo bolečino in tesnobo. Nagiba dan pokojno se k večeru. Narava vsa se v mehki mrak zagrinja. Tihoto njeno dih sladak prešinja. Da polje v rahlem valovine miru.
Kot da nevesta gorskemu je veru, prelesti vsa je polna soča sinja. Ob njej se vedno ustavim iz stopinja, ko mimo grem v večernem, toplem miru. Lepo kot rajska pesem in otožno zapel je zvon pri Mengorski Mariji. Pozdrav večerni. Kakor vzdih pobožno spojil se je v ubrani harmoniji s tolminskim ave in kot ptica prožno izginil v mrak je k slednji domačiji. Pri domačijskem izročilu ostajamo tudi z naslednjim glasbenim nastopom, le da se s Tolminskega selimo nekoliko severno-zahodneje v Beneško Slovenijo. Tadej Ivančič, dijak strojne, prometne in lesarske šole šolskega centra Nova Gorica, nam bo na harmoniko zaigral venček beneških ljudskih pesmi. Katja! Ljubka se je dejavno vključevala v kulturno življenje na Goriškem. Sodelovala je pri prireditvah, literarnih večerih, delovala v različnih društvih. To vsestransko delo v kulturi so opazili tudi Italijani in tako ji je leta 1979
Goriški nadškof Kokolin podelil papiško odlikovanje Pro Ecclesia et Pontifice. Nikoli ni skrivala ljubezni do slovenskega jezika in domovine. Ljubke Šorli se bomo spomnili tudi v jutrišnjem programu, ko bo tudi o njej spregovoril dr. Zoltan Jan v poklonu Lojzki Bratuš in Marjanu Vreclju. V naših dušah je vsa dolga leta beseda tuja ko kladivo bila. Da bi poslednjo iskro zadušila, ki v njih bila je od pradedov vneta. Pa so čez nas viharji zadivjali, da so vasi gorele in telesa. Kako me mraz ob tem spominu stresa. A mi smo v zlate zarje verovali. Spet se čez polja, kakor pesem ptice, glasijo zvoki naše govorice, ki nam molitev je, in vrisk in jok. O, ne dopusti več vesoljstva, Bog, da bi se v morju sile potopila. Vse je tako brezmejno sladka, mila. Prehodimo se še nekoliko po Goriški, kjer je večji del življenja bivala in delovala Ljubka Šorli. Danes se spomin nanjo in na njenega moža trudi ohranjati glasbena matica Furlanija Julijska krajina, iz katere prihajata prva dva glasbenika, ki bosta nastopila v nadaljevanju. Najprej bo mezzosopranistka Ester Gomizel izvedla skladbo Čez noč Benjamina Ipavca na besedilo Ottona Župančiča. Za njo se nam bo pridružil tenorist Tomaž Grasi in izvedel Jenkovo uglasbitev Prešernove pesmi Strunam. Na klavirju bo spremljala Petra Grasi. Ester Gomizel zaključuje študij slovenistike in nemškega jezika na Univerzi v Trstu. Zborovsko petje jo spremlja že vrsto let, saj poje v vokalni skupini Vikra in v italijanskem državnem mladinskem zboru. S solopetjem pa se ukvarja približno 2 leti. Tomaž Grasi obiskuje fakulteto za turistične študije v Portorožu. Od oktobra se izobražuje v razredu solopetja profesorice Martine Burger na Glasbeni matici v Trstu. Je strasten harmonikar in vsestranski glasbenik, saj igra v različnih ansamblih in prepeva v fantovski skupini Devin na Brežina. Petra Grasi je dirigentka italijanskega mladinskega državnega zbora, kot gostujoči dirigent pa sodeluje z zborom Slovenske filharmonije. Najprej je obiskovala glasbeno matico, kjer zdaj tudi poučuje. Diplomirala je iz klavirja, glasbene pedagogike in zborovskega dirigiranja. Čez noč
Upažajo, da v mesecih epidemije so očitni, da nima tudi upočinjajo. Decembra lani je zdravnica z najvišjo plačo, z dodatki je zaslužila 12.278 evrov bruto, opravila 511 obravnav pacientov manj od decembra 2019 pred. Prosim, če izklopite mikrofone. Sledi operna arija La dolcissima Effigie iz opere Adriana Lecouvreur. Metod Žunec, ki bo skladbo izvedel, je diplomant sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Med študijem se je istočasno intenzivno posvečal tudi glasbi, tako samostojno kot v triu Eroika. Videli ga bomo tudi na jutrišnjem strokovnem srečanju, na katerem bo imel predavanje, ko besede spregovorijo. Na klavir bo igral Vladimir Mlinarič. Nella gloria promessa al vincitore.
Sedaj bomo v izvedbi Okteta Vrtnica slišali še Stezo ljubezni. Goriški oktet Vrtnica v letošnji sezoni obeležuje 40 let umetniškega delovanja. Sestavljajo ga pevci širše Goriške in iz zamejstva, umetniško pa ga vodi priznani slovenski zborovodja in dirigent Matjaž Šček. Oktet je dobitnik številnih priznanj in nagrad na pomembnih zborovskih tekmovanjih doma in po svetu. Skladba, ki jo bomo nocoj slišali, je bila napisana prav za Oktet Vrtnica. Nastala je na besedilo zamejskega pesnika iz Štandreža, Franja Rojca, uglasbil pa jo je skladatelj mlajše generacije, Patrik Quadžato. Na akordeon bo igral Aleksander Ipavec. Za konec se prepustimo še mladim ustvarjalcem. Nocoj bomo znano pesem En glas vina mi dej slišali v izvedbi Združenih zborov Biotehniške šole in gimnazije Nova Gorica. Z nastopom tudi napovedujemo jutrišnji večerni dogodek, na katerem se bo Anika Velišček ob 8. pogovarjala z Iztokom Mlakarjem. Sledi nastop Maruše Komljanec-Ban, dijakinje Biotehniške šole, ki jo poleg slaščičarstva in živilstva zanimata tudi literatura in glasba. Lani je bila na državnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje najboljša v skupini poklicnih srednjih šol. Kovači sreče je pesem, za katero je sama napisala besedilo in glasbo, ter jo bo tudi sama izvedla. En glas vina mi dej, preko snega rata,
Dej no mrčk, se nasmej, kelnerca moja zlata, svoj sem ljudih nufrej. Jaz pred gostov sem sam, kada štorja počase, ni lepo se priznam, a treba je nisrna se iskat, ko se ne da. Ma gori, si že najdeš kaj boljša, svet se ne bo podrobne, če ni boljša, ni nobeden še prav. Ma gori, ambo stoj ti ob strani, prevečkrat sem te imel, da bi rekel ostani, vsaj odkrat znal. Mrak se nardu je že, a tvoj so zvezde res krasne. Moj ti Bog majh je, menček je uhasne, ko z neba sti umre. Ano mač manj oči, je ostalo za tabo. Malce krije se mi, ko je zvida mi rado, da bi spet od tebi. Ma gori, si že najdeš kaj boljša, svet se ne bo podrobne, če ni boljša, ni nobeden še prav. Ma gori, ambo stoj ti ob strani, prevečkrat sem te imel, da bi rekel ostani, vsaj dokaz znal. Prevečkrat sem te imel, da bi rekel ostani, vsaj dokaz znal. Star pregovor je, da strah je znotraj voto zunega nič ni. In včasih je prevelik, da človeku bi pogledal oči. Strah nas je stopiti v neznano iz udobja tja, kjer ni varnosti. In težko je narediti korak, če močne volje in poguma ni. Sami sebi smo kovači sreče. Sami sebi si kujemo poti. Je treba verjeti vase, narediti nekaj zase, premagati strahove, ki prevečkrat so ovira do lepih stvari. Strah nas je poraza, strah nas je občutka nemoči. Strah nas je izraza, ki pove človeku več kot 100 stvari. Vendar če ne tvegamo, nikoli ne izvemo, kaj lahko imeli bi, če bi brez skrbi sleteli proti sanjam svojih dni in noči. Sami sebi smo kovači sreče. Sami sebi si kujemo poti. Je treba verjeti vase, narediti nekaj zase,
premagati strahove, ki prevečkrat ovirajo lepih stvari. Sami sebi smo kovači sreče. Sami sebi si kujemo poti. Je treba verjeti vase, narediti nekaj zase, premagati strahove, ki prevečkrat ovirajo lepih stvari. Sami sebi smo kovači sreče. Zadnjo besedo bomo dali novogoriškim gimnazijcem. 3 avtorske pesmi bodo recitirali Katarina Manfreda, Jure Ipavec in Anja Sarjanović. Prešernovo gloso pa bomo slišali v uglasbitvi skupine Vivid Mind. Soncu. Me vodiš po cesti, z zarjo obsijani, srce imaš čisto, ga nosiš na dlani. Tiho me vabiš, da si odpočijem, mi daš blagoslov, da misli razkrijem. Tebi zaupam vse svoje skrbi, vse, kar me tare in k tlom tišči. Me sprejmeš, poslušaš, želiš razumeti, nikoli ne štediš z objemi na sveti. Nudiš mi dom, oporo, zavetje, si moj zaklad, vse moje imetje. A prišel je čas neviht in potresov, zadal mnogo ran in grozljivih pretresov. Razbrazdale solze so tvoj obraz, v tvoje srce naselil se je mraz. Daj, pridi, greva, poiščiva kraj, kjer skriva se sreča, jo prosiva naj odžene tesnobo, strah, bolečino, ti vrne radost, up in toplino. In da prerojena ne le zacvetiš, da se razcvetaš, da zažariš, saj ko si srečna, vsa se razdajaš, z viro življenje ves svet napajaš, celiš nam rane, zbližuješ ljudi, ob tebi se mir v naše duše vseli. Molk. Molk bdi nad menoj, kakor strgan star povoj, ki rano skriva pod seboj. V objemu tih se razplamti, le misel je, a ta gori v meni, torej zakaj ne v njej? Se pravim ne, da Prometej je rad mi molk oddal dar, ko glini je ta norec star obliko dal, a dvomi tej, ki jih je nosil v sebi, ko je tiho prosil za razum. Rodili so v meni se, kako zakleti smo ljudje. Rana v dvojini. Kamen za kamnom nalagaš si breme, tudi če pravila igre poznaš, in z eno samo drobno potezo lahko bi se premaknil za polje naprej, za zmeraj pozabil na jezo. Ne gre. Brez tega ne gre. Ja, boli in ja ti teži, a brez tega ne gre. Brez teme ni ne luči in svetloba nas greje. A ona je tista golobica, ki odletela bo ravno takrat, ko nad te prišel bo temen oblak. Ker rana boli samo, če te je zmožen zabodel tvoj brat. Zabodi nazaj, a rana ostaja. Ne, sedaj je dvojina in v tebi čisto nova praznina. Pozabi, odpusti, ker le tako si sam podal pomoč boš roko. Slep je, kdor se s petjem ukvarja, kranjec mojmu osle kaže, pevcu vedno sreča laže,
on živi, umrje brez denarja. Vendar pitijo ne jenja, rabite denarja v kup gotove, kupovajte si gradove, v njih živite brez trpljenja, tudi se ne bo razpenja, gradite pevco brez prodanja, nezagnjena čista zarja, srebrnina roza trave, s tem posestvom brez težave, on živi umre brez denarja. Tako smo naše virtualno popotovanje po literarnih in drugih umetniških deželah pripeljali do točke, ko bomo morali zopet prijadrati v svoje fotelje. Kljub temu si želimo, da pristanek ne bi bil pretrd in da nocoj slišani verzi in melodije ne bi ostali le v daljnih svetovih, ampak bi nas spremljali na ustvarjalni poti skozi vsak dan. Zahvaljujem se vam za udeležbo in vas vabim, da se nam ponovno pridružite jutri ob 8:30, ko se bo začel strokovni del primorskih slovenističnih dni. Do takrat pa bodite dobro in naj bo vse potopljeno v sanje. Daleč, naj bodo misli vsakdanje. Ja. Govori.